Danes smo imeli problemsko konferenco sindikata uprave izvrševanja kazenskih sankcij, na kateri smo predstavili večletna hotenja in večletne težnje oziroma zahteve naspram delodajalca, ki se že vlečejo v letu 2002. Tako da smo prešli to pot še enkrat, da smo predstavnikom delodajalca, ki se niso udeležili vsi, tako da smo pogrešali ministra za pravosodje, gospoda profesorja dr. Lovra Šturma in njegovega državnega sekretarja, gospoda Roberta Marolta. Seje se je strani Ministrstva za pravosodje udeležil gospod Igor Bele, vodja sektorja za izvrševanje kazenskih sankcij. Kot predstavnica Ministrstva za javno upravo se je pa sestanka na naše povabilo udeležila generalna direktorica Direktorata za organizacijo in kadre, gospa Mojca Ramšak-Pešec. Glavna težišča današnjega sestanka so bila na spremembah sistemizacije v slovenskem zaporskem sistemu oziroma uvajanje novega plačnega sistema, v katerem še vedno ugotavljajo, da so delovna mesta zaposlenih v zaporskem sistemu podcenjena glede na ostali javni sektor, da praktično iz naslova, da delamo izključno z kriminalci oziroma s kršilci družbenih norm. Pri tem sem dolžan posebej poudariti, da je skoraj več kot polovica vseh naših stanovalcev v zaporih odvisnikov od prepovedanih drog oziroma od pomirjeval, tako da dejansko delamo zelo pestro, nevarno in občutljivo populacijo. V nadaljevanju, kot drugo točko dnevnega reda, smo obravnavali stanje v Zavodu za prestajanje kaznih dob po uvedbi 11 kazenskih postopkov zoper paznike v omenjenem zaporu. Tako da kot nekako rdeča nit vsega je pa bilo dejstvo, da moramo združiti vse neurejenosti, ki smo jih vsa leta zahtevali, v en zavezujoči dogovor, ki bi ga podpisali med sindikatom in med delodajalcem. Glavne poante tega dogovora pa so, da bi delodajalec zagotovil plačilo vseh nadomestil iz dela. To imam predvsem v mislih plačilo za nadomestilo za prehrano med nadurnim delom, ki ga delodajalec že več kot praktično 10 let ne izplačuje zaposlenim, da se uredi odmor delavcem med delom. Jasno je vsem, da kjer ena sama oseba upravlja delo, po takem že več kot desetletje ni upravičena do odgovarjajočega odmora med delom oziroma prehrane. Tako da, recimo eno tako zelo nebo vpijočo zadevo bom povedal, v ženskem zaporu na Igu imamo eno samcato paznico, ki ima na vratih enega vratarja in to je vse. In ta samcata paznica praktično mora poskrbeti v danem momentu za 58 zaprtih oseb, ki so tako ali drugače nevarne, težje vodljive, veliko med njimi je odvisnic od prepovedanih drog in podobnih. Enaka zadeva se pojavlja tudi v vseh teh prenapolnjenih zaporih, ki so praktično Koper, Ljubljana, Dob, vsi ti zapori praktično, kot smo že velikokrat govorili, pokajo po šivih in nič kaj obetajoča niso stališča Vlade Republike Slovenije, da naše razmere temu primerno uredi. Moram poleg vseh teh črnih zadev tudi eno svetlo točko povedati. Na lastno pobudo sem bil pozvan na sejo odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje, kjer sem iz aspekta delojemalcev naše stanje obrazložil in lahko rečem, da so tako poslanci opozicije kot pozicije enoglasno sprejeli sklep, da predlagajo Vladi Republike Slovenije, da poveča kadrovski načrt zaposlenih v slovenskih zaporih.